En lep pozdrav vsem skupaj, sem Mihael Žmahar iz Duhovnega ateljeja Potovanje duše in evo tukaj je moj novi video. Tematiko oziroma navdih za njega sem dobil pa v zadnjih 15 letih nekaterih dogodkov v mojem življenju, kateri so mi šli včasih ful na živce, danes me pa zelo zabavajo. In tudi ti dogodki so bili razlog, zakaj sem sploh naredil delavnico, o kateri bom danes v tem videu prvič spregovoril. Skratka, danes se bomo pogovarjali o staranju. In kaj se meni dogaja, da sem prišel sploh na to temo. Mene, odkar se spomnim oziroma odkar pomnim, me ljudje tikajo. Ok, zdaj pa, ko si star 18 oziroma 20 let, se to nekako ne moti, ne, si pač mulc, briga te, kaj si ljudje o teh mislijo in se ne obremenjuješ s tem, da te tikajo ali te vikajo. Pol, ko si pa enkrat starejši, ne vem, ko sem se po 28 letih poročil, ustanovil svoje podjetje, pa se preselil v svojo nepremičnino, pa začel neke resne življenjske cilje postavljati, no pa nekako človek pričakuje, ne, da ga bo ljudje začeli bolj resno imati, pa bolj spoštovati in da ga bo na nek način vikali. No, to se meni nikoli zgodilo. Kamorkoli sem šel in kamorkoli še vedno grem, me ljudje tikajo, ali je to na pošti, ali je to na bencinski črpalki, ali je to v trgovini, še na občini, na uradnih krajih me ljudje tikajo. In spomnim se nekaj časa nazaj, smo bila s Kristi v eni restauraciji na kosilo in pride natakarca, to je bilo lani, takrat sem bil star 31 let, pride neka natakarca, stara okoli 25 let in me začne tikati in se začne z mano pogovarjati, kot da smo mi dva krave skupaj pasla. In pa, ko ta punca gre, jaz čist živčen, ratam in začnem Kristi govoriti, pa Madonna, zakaj mene ljudje ne vikajo? Saj sem odrasel, sem imam biznis, lep poročen sem, poročni prsta nosim, zakaj me ljudje ne vikajo? A nimajo tega osnovnega spoštovanja, a ne vidijo te resnosti v meni? Da mi Kristi gleda, da se mi malo nasmeji pa reče, glej Žmahar, dve opcije imaš. Prva opcija je, da dosežeš, da te začnejo ljudje vikati. Ampak potem se boš mogel odreči svoji formuli mladostnosti, ki jo imaš v svoji energiji. In posledično se bo začelo tvoje telo starati hitreje in boš časoma tudi zgledal tako, da te bo ljudje želeli vikati. Druga opcija, ki jo imaš pa je, da dovoliš ljudem, da te tikajo še dalje, ker očitno mislijo, da si mlajši, veliko mlajši od tega, kar si v resnici, ohraniš svojo formulo mladostnosti in ostaneš mladostna še naprej. In jaz kot 2 sekunde razmišljam in sem rekel, klinc ga gleda, naj ljudje obdržijo svoje vikanje in tikanje, naj me tikajo dalje, jaz bom pa obdržal svojo vitalnost in mladostnost. In pa sem začel razmišljati v tistih dneh, zakaj se eni ljudje starajo hitreje, zakaj se eni ljudje starajo počasneje in zakaj se ta polemika okoli staranja in te zadev na tem svetu. Šel sem v meditacijo za par dni, pogovarjal sem se s svojimi vodniki in sem dobil nekatere presenetljive, zanimive informacije, katere vam bi danes rad del njih v tem videu predstavil. Skratka, zakaj se ljudje staramo? Kje ljudje izgubijo tisto vitalnost, tisti žar, ki so ga imeli včasih, ko so bili mlajši. In so mi vodniki razložili takole. So rekli, glej Mihael, ko se duša inkarnira na zemljo v tem primeru, ustvari ego, a ne? Lejte še prej, duša sama po sebi je ves čas mladostna, duša sama po sebi je ves čas polna energija in duša se ne stara, ampak stara se pa njen ego. To je določena energija, ki je duša vcepi, ta energija se rodi v porodnišnici, imenuje se za vašim imenom in priimkom, to se pravi, ta energija je človeško telo in je sestavljena tudi iz misli in čustev. In ko ta energija ego človeka začne na zemlji rasti, se v nekem trenutku začne starati. Če se duša ne stara, ego pa se stara, kaj je potem razlog, zakaj je to tako? Zaradi tega, ker se starane ljudje na zemlji naučimo. Ljudje s tem, ko se rodimo in s tem, ko se začnemo vzgajati skozi družinske vzorce, kolektivne vzorce, medije, informacije okoli nas, ki gledamo po televiziji in tako naprej, se istočasno preko teh informacij naučimo staranja. Zakaj? Kako to poteka? To poteka tako, da ti ljudje začnejo govoriti, glej, zdaj uživi, ko si mlad, ker ko boš star, boš videl, bo vse drugače. Ali pa zdaj uživi, ko si še otrok, ko si še mlad, ker pa, ko boš starejši, ti bojo začeli spadati lasje.
Ali pa, glej, veš, zdaj uživi, pa športi, pa bod aktiven, ko si mlad, ker pa, ko boš starejši, te bo itak vse bolel. Ali pa po 30. letu, pa ne boš mogel več to hitro shujšati, ko si shujšal pri 15. Ali pa boš ti videl, ko boš star. Ne? Ljudje ti ves čas govorijo takšne stvari. In včasih grejo še te zadeve še celo dlje. Naprimer punce, ne? Če punce danes pri 30 letih nima otroka, začnejo ljudje govoriti, ja, tvoja biološka ura se izteka, mogoče nikoli ne boš imela otrok, če ne boš pohitela. In potem se začnejo te misli sidrati v glavo ljudi. Istočasno pa ljudje pozabljajo, da je najstarejša ženska na svetu, naprimer, ki ima otroka, ki je rodila otroka stara 72, da je ena ženska v Avstraliji, ki je rodila otroka, ki je stara 63, da je na stotine in tisoče žensk po svetu, ki so rodila otroka nad 50 letom. Kje je potem zdaj tista biološka meja? Kaj je res in kaj ni res? Zakaj eni ljudje tako hitro izgubijo lase, enih imajo pa do 80 leta? Zakaj eni ljudje tako hitro dobijo globoke, izrazite gube in se jim koža povesi, eni ljudje pa celo življenje izgledamo vitalno in mladostno? Razlog je v tem, da smo sprogramirani tako. Moderni svet je prepoln informacij in ljudje, po drugi strani, te informacije podzavestno ves čas absorbirajo. In mnogi ljudje ne razmišljajo o tem, ali je informacija, ki so jo slišali, res ali ni res, ampak jo enostavno sprejmejo in začnejo avtomatsko delovati v skladu z njo. In ko začne človek avtomatsko delovati v skladu z neko informacijo in ko jo sprejme, takrat začne ta informacija delovati za njega. In če teh informacij veliko, potem so spremembe na človeškem telesu, človeškem življenju velike. In ker je tam zunaj na tisoče in tisoče informacij o staranju, kdaj bi se ženska mogla začeti starati, kdaj bi se moški mogel začeti starati, je na tisoče in tisoče informacij, ki jih večina ljudi sprejme in rezultat tega je staranje. Glede staranja je takole. Veste, staranje je naravni proces in glede tega ne moramo ga ustaviti. Biološko telo, naše fizično telo se stara in to je njegova osnovna naloga, ker na takšen način v nekem trenutku tudi zaključi inkarnacijo. Ampak ni se mu pa treba tako hitro starati, ni se mu pa treba tako pospešeno starati, kot se starajo telesa mnogih ljudi tam zunaj. Glejte, pri 20, 30, 40 letih je človek na višku svoje energije, na višku svoje moči. Takrat bi mogel ustvarjati največje projekte, uresničevati največja življenjska poslanstva. Takrat ima modrost, katero lahko naredi stvari na veliko. Ampak mnogi ljudje se ravno takrat, ravno v obdobju moči, začnejo starati. Zakaj? Zaradi tega, ker so sprejeli resnico o tem, da se morajo takrat začeti starati. Zaradi tega, ker jih je nekdo prepričal, da se morajo začeti starati. Zaradi tega, ker so jim nekateri ljudje govorili, da je zdaj čas za staranje. Pa ni tako. Veste, ljudje, zdravilci, znanstveniki že stoletja in stoletja iščejo formulo, ki bi ohranila človeka mladega. Ne iščejo čudežne rastline, s katerimi se mažeš in tvoja koža kar naenkrat nima več gub. Pa iščejo zdravilne vode, katere piješ in ti se kar naenkrat počutiš vitalnega in mladostnega. Ne? In na tisoče in tisoče in tisoče proizvodov kozmetična industrija vsako leto da ven, ki so namenjeni upočasnitvi staranja, pa farmacija da en kup stvari, ki so namenjene ozdravljanju in povečanju mladostnosti in vitalnosti. Vse to so dobra orodja, katera imamo lahko ljudje na razpolago, ampak resničen vir mladosti, resnična formula mladosti se pa ne skriva tam zunaj, ampak se skriva znotraj nas. Vsak človek ima zase program, kako bo šel v življenju naprej, kako hitro se mu bo staralo telo in kako hitro se bo njegovo telo in videz in vitalna energija spreminjala. In večina ljudi nima programa, po katerem bi se telo tako hitro spreminjalo in staralo, kot se dejansko stara, ampak so ta program naknadno naložili v sebe. In najbolj ponosen sem na to, da jaz nikoli v življenju nisem sledil tem programom drugih ljudi. Ko so mi ljudje začeli govoriti, po 30. letu boš videl, se boš težje shujšal, boš videl, po 40 te bo začela pa že kakšna stvar boleti, jih nikoli nisem poslušal, zaradi tega, ker sem zavaroval svojo formulo mladostnosti.
youth formula, jaz temu rečem, v sebi in nisem dovolj, da bi drugi ljudje vplivali na to, kako izgledam in kako hitro se moram jaz počutiti dobro oziroma slabo. In sem si vzel to pravico, da se sam počutim tako, kot jaz želim. In poskrbel sem, da moj notranji otrok, moj notranji žmahar nikoli ne zgubi vitalnosti, nikoli ne zgubi tiste energije. In to se sčasoma seveda odrazi tudi navzven. In naredil sem delavnico, katera lahko mnogim izmed vas spremeni življenje, katera lahko mnogim puncam, ki so vas prepričali, da je prepozno za otroka, dokaže drugače. Katera lahko mnogim tistim, ki ste obremenjeni za svojimi gubami pa podočnjaki in svojim videzom, ki izgleda starejši kot ste resnici, pomaga doseči, da se to spremeni. Pomaga vam lahko prek te delavnice postaviti energijo telesa, tako da boste spet pokončno hodili, tako da boste spet polni energije in tako da boste imeli dovolj vitalnosti, da naredite vse življenje, kar si želite. In naredil sem delavnico, ki se imenuje Youth Formula, formula mladostnosti. Dvodnevna vikend delavnica, ki bo zavedno spremenila način gledanja, kako vi dojemate svojo energijo, kako se vi starate in kakšno stopnjo vitalnosti imate vi v sebi. Na tej delavnici sem se odločil, da bom razdelil tiste najbolj mistične, tiste najbolj iluzorne predstave, katere smo bili ljudje naučeni in ne držijo za nas. Na tej delavnici se bomo naučili, kako upočasniti zemeljsko staranje, kako ohraniti tisti nivo energije, ki ste ga imeli takrat, ko ste bili mlajši, ker v resnici ljudje energijo gradimo znotraj sebe. In 50 let, 60 let star človek lahko ustvari popolnoma isto količino energije kot 10-letnik. Naučili se bomo, kako pospešiti regeneracijo. Ljudje so včasih rekli, da rabiš zato, da se pozdraviš ali pa da se počutiš bolj določeno količino časa. Ta količina časa ni določena naprej. Vsak človek je določa zase. Vi se boste odločili, koliko hitro želite ozdraveti, koliko hitro želite se počutiti boljš. To je vaša odločitev in vaša možnost. Naučili se bomo upravljati na tisoče in tisoče celic v našem telesu preko svetlobnega zdravljenja, preko svetlobnega razsvetljevanja, da se bojo počutile boljš. Kako pomladiti celico, kako počasniti njeno staranje, kako počasniti njeno propadanje, to se bomo učili na delavnici. In stvari, kot so novodobne bolezni in stres, lahko po tej delavnici postanejo manj prisotne v vašem življenju. Jaz vem, da vas je veliko prestrašeni glede mogoče staranja, ki se vam dogaja, ali pa glede upada možnosti, ki prihajajo s tem. Ni treba, da je tako. Če se vi povežete s svojim virom mladostnosti, svojo formulo mladostnosti znotraj sebe, lahko enkrat za vse spremenite način, na katerega živite življenje. Jaz vem, da si vsak človek želi živeti življenje polno energije in to je naša možnost. Ampak če hočemo ta vir, vrelec mladosti najti, ga moramo poiskati tam, kjer se nahaja in to je v sebi. In 3. februar je dan, ko se začne ta delavnica, 3. in 4. februar je dan, ko se bo Youth Formula prvič premierno zgodila v Sloveniji in to je dan, kjer lahko fantje in punce dobite novo možnost, novega začetka za novo gradnjo energije. In dam vam eno vajo, zdaj nimamo časa, da bi naredili v tem videu meditacijo, da bi naredili neko daljšo iniciacijo, kako se pomlajujejo celice, kako se pomlajuje in pospešuje regeneracija telesa. Lahko vam pa dam eno kratko vajo, vizualizacijo, kako lahko vsako jutro poskrbite, da bo vaš obraz bolj svež. Vstanete zjutraj, pojdite v kopalnico in nalijte poln umivalnik mrzle vode. Potem pa dajte roke na gladino vode, zaprite oči in začnite skozi roke pošiljati srebrno svetlobo v to vodo. V nekem trenutku boste sprogramirali celice oziroma molekule vode z srebrno svetlobo. Potem pa si za to srebrno vodo, novo srebrno vodo, sperite obraz in nekaj časa držite hladne dlani na obrazu. In v mislih si predstavljate, kako se vaše gube počasi odtegujejo, kako vaša napetost počasi narašča na obrazu, kako se celice pomlajujejo, kako vaš obraz postaja bolj in bolj svež, kako se vaše oči umirjajo in kako vaše oči vidijo bolje. Naredite to vsako jutro in videli boste rezultat, ki se vam bo zgodil po enem mesecu. Boste zelo presenečeni.
Na delavnici Youth Formula oziroma Formula mladostnosti bom učil ogromno tehnik programiranja lastnega telesa, celic, tehnik, s katerimi boste upočasnili staranje na več različnih načinov, tehnik, ki jih lahko počnete doma. Dobili boste tudi zgoščenko, s katero boste lahko delali pomlajevanje obraza in celotnega telesa, kakorkoli boste želeli. Dobili boste delovni material, ki vam bo pomagal, da se boste vse, kar se bomo pogovarjali, tudi zapomnili in razumeli. 3. februar je dan, ko se začne ta čudovita delavnica. Je dan, na katerega vabim vse, da se mi pridružite, vse tiste, ki želite raziskati in odkriti svoj vrelec mladostnosti. Če ste začutili, da je ta delavnica Youth Formula, Formula mladostnosti prava za vas, potem mi pošljite svojo prijavo na mihael@potovanjeduse.si. Opis delavnice in vse opise ostalih tečajev meditacij pa najdete na naši spletni strani www.potovanjeduse.si. Morate razumeti, da biti mlad, biti svež in biti vitalen nima veze opravka s časom, ampak z odločitvijo, kaj bomo delali s svojo energijo. Vzamite moč v svoje roke, želim vam vse dobro in se vidimo kmalu. Čau!